Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Med vsemi pomembnimi maji, ki se imajo zgoditi v 5. mesecu leta, je prišel in neopaženo odšel tudi 4. maj. Ujet med delom in zmago je njega dni označeval smrt Josipa Broza Tita. In kar je bilo letos 4. maja še posebej zanimivo, kljub nedelji, ko mediji sami po sebi niso najbolj dejavni, smo njegovo smrt prvič kolektivno prezrli. Večina spletnih medijev in portalov, ki se hvalijo, da so dejavni 24 ur na dan, 7 dni v tednu, so o Titovi smrti molčali. Nekaj drugih medijev ga je pospravilo ob konec novičarskega bloka pred Šport in vreme. In zdaj se upravičeno sprašujemo, kaj naj bi pomenila takšna ignoranca do Tita. Oziroma, kaj nam govori o Titu, o času in o nas. Poskusimo. Tito je kot človek, kot voditelj in kot simbol prehodil ves krog. Od obskurnosti nikogar v zgodnjem 20. stoletju do ene osrednjih figur tega istega stoletja, od objokovanja konec 80. let do vnovične obskurnosti v prvi polovici 21. stoletja. Takšna je usoda tako diktatorjev kot herojev in v zgodovini je bila videna že ničkolikokrat. Letošnja Titova smrt v medijih je poglavje zase. Če bi pred 45 leti kdo problematiziral ali nezamisljivo ignoriral Titovo smrt, bi bil v Jugoslaviji postavljen pred zid. Celo v tujini so bili uvodniki spoštljivi, kar je posledično pripeljalo do ikoničnega pogreba, ki je danes zasenčil tako njegove diktatorske kot tudi herojske dosežke. Zatem je Titova smrt vijugala po luknjasti cesti zgodovine. Prva leta smo poslušali sirene ob 15:05, ko so te utihnile, so se začela 2 desetletji dolga prerekanja o tem, ali je bil heroj ali zločinec. Medtem smo dobili izjave in zgodbe stranskih likov, kot so kuharice, zdravniki, žene in ljubice. Potem še nekaj malega o otrocih in potomstvu, dokler ni vse potihnilo. Do 4. maja 2025, ko se ga večina nekdanjih jugoslovanskih medijev ni spomnila niti z generičnim zapisom. Tisti, ki so se ga, pa so pod novičko komaj nabrali nekaj 10 komentarjev, kajti, kot vemo, šele komentarji opolnomočijo spletni mediji. Kar pa je zanimivo. Medtem ko smo Titovo smrt zatajili, pa imamo prav te dni veliko veselje z obletnico konca 2. svetovne vojne. Vsakomur, ki ima vsaj malo uvida v dogajanje pred 80 leti, je jasno, da je o 2. svetovni vojni, sploh pa v njenem koncu na našem območju, nemogoče govoriti, ne da bi se kot ključno figuro sočasno obravnavalo Tita. Hočemo povedati, da smo Tita kot človeka vrgli na smetišče zgodovine, njegov čas, njegovo epoho, če hočete, pa smo z veseljem obdržali. Zakaj je tako, je mogoče razložiti na 2 načina. Ali je človek še bolj zapleten in kompleksen kot njegov čas in kot tak prezahteven za vsakdanjo medijsko reciklažo, ali pa smo iz njega iztisnili vse, kar se je dalo, medtem ko obdobje še skriva nekaj soka, s katerim se lahko osveži dnevna politika. Titova simbolna smrt, ki jo doživljamo z medijsko ignoranco 45 let po dejanski smrti, pa ima še eno, recimo edukativno noto. Čeprav je pozabljen, se osrednji igralci današnje slovenske politike neposredno napajajo pri njem. Ali ideološko ali s slogom vladanja so zdajšnje slovenske politične elite še vedno vezane na Tita. Tudi tisti, ki danes besnijo proti krivicam in zablodom socialističnega ali pač komunističnega repertorija, dolgujejo svoj raison d'être Josipu Brozu.
Čeprav pozabljen, vpliva na naša življenja zdaj in tukaj veliko bolj, kot si želimo ali upamo priznati. In z tega stališča je zanimivo še nekaj. Številni se sprašujejo, kdaj bomo presegli slovenske politične razkole, kdaj bodo politični dejavniki, ki nas obvladujejo že 30 let, končno pozabljeni. Z letošnjo Titovo medijsko smrtjo smo dobili odgovor. Na Kučana in Janšo bomo pozabili leta 2070.